se bomo kmetje končno povezali in prevzeli vodenje slovenskega in evropskega kmetijstva. Kaj pomenijo pravične cene in pošteni donosi? Dobrodošli v evropskih stoječih novicah. Pravično je, če trgovina kupuje po ceni, naj ima tudi potrošnik pravico kupiti po ceni. Ni pravično, da si celotni verigi trgovina vzame največ, predelovalna industrija, še bolj pa kmet, kot pridelovalec hrane, pa je odrinjen na rob. Ni pravično, da so odkupne cene kmetijskih pridelkov kljub višjim stroškom predelave že desetletje nespremenjene ali celo padajo, kljub temu, da se hrana za potrošnika draži. No, v zadnjih mesecih se tudi odkupne cene pridelkov nekoliko dvigujejo, vendar trenutna povišanja zaradi več let stagnacije niti ne sledijo povišanju cene energentov, gnojil, sredstev za zaščito rastlin in še bi lahko naštevali. Razlog v Evropski uniji je, da ima trgovina proste roke trgovanja, sklicujoč se na prosti pretok blaga. Posledica tega je vsakodnevni propad kmetij in izguba delovnih mest na podeželju. Kakovost hrane se za potrošnika slabša, ker nekatere živilsko-predelovalne industrije mnogokrat uporabljajo surovine, ki so slabše kakovosti oziroma neznanega porekla iz drugih kontinentov, kjer se predelava in prireja stimulira z načrtnim dodajanjem antibiotikov in hormonov. Si mar zasluži slovenski in evropski potrošnik takšno hrano? Bolj kot politika, evropsko kmetijstvo usmerja trgovina in ta, bolj kot v skrbi za potrošnika, dela za dobiček. Trgovske verige ustvarjajo velike dobičke, zato jih ne delijo na borzi. Za časopis Slovenec je pred časom zapisal Damjan Zore: rešitev je v političnem dogovoru kot takrat, ko se je ustanovila Evropska skupnost. Rešitev je preprosta. Po kanadskem vzoru, da politika določi maksimalne marže v odstotkih za osnovna živila, kot so kruh, mleko, mlečni izdelki, meso, mesni izdelki, sadje in zelenjava. Zakaj? Ker hrana je osnovna življenjska dobrina in pravica vsakogar. Da bi politika določila trgovini mejo najvišjih marž v odstotkih na nabavno ceno osnovnih živil, je povsem uresničljiva. Verjemite, trgovci ne bodo zato nič prikrajšani, ker nudijo še druge izdelke. Tudi država bo dobila svoj davek, saj ga plačamo potrošniki. Trgovci bi bili tako zainteresirani kupovati lokalno in kakovostno pridelano hrano z znanim poreklom. Pridobimo na čistejšem okolju, zaradi manj transporta, zmanjšal bi se ogljični odtis zaradi krajših preskrbovalnih verig. Večji bi bil nadzor nad živili znanega porekla in bolj načrtovana pridelava hrane bi zmanjšala intenzivnost kmetovanja na račun višje kakovosti hrane, manjše porabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. Ustvarili bi nova delovna mesta na podeželju in kmetijstvo bi se tudi finančno izplačalo. In ne nazadnje, potrošnik ne bi plačeval več, ampak bi bila hrana celo cenejša. Zagotovo bi se tudi manj hrane zavrglo. Kmetice in kmetje, poskrbimo, da z močno povezanostjo naredimo v naslednjih mesecih prave korake, da bomo lahko kmetje v parlamentu in vladi odločali o prihodnosti slovenskega kmetijstva. Le tako lahko zagotovimo slovenskemu kmetu in podeželju perspektivno prihodnost. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost, da bomo skupaj ustvarili lepšo prihodnost.